Mineva 10 let, odkar je svojim delovanjem začel program Svit, ki je državni program. Mi pa smo se na Gorenjski televiziji odločili, da tokrat v naši oddaji Skrbimo za zdravje spregovorimo prav o programu Svit, ki je zelo pomemben za slehernega izmed nas. Zato smo obiskali predstojnika za splošno in abdominalno kirurgijo dr. Mirana Remsa na Jesenicah. Vabljeni k ogledu. Program Svit se je začel z zelo smelimi načrti in sicer v tistih letih so bili rezultati zdravljenja raka debelega črevesa in danke kljub vsem trudom še vedno pod povprečjem evropskim. Zaradi tega so strokovna združenja, kjer smo pač sodelovali, smo imeli te analize in smo rekli, nekaj treba ukreniti. In ob analizi uspešnih držav smo ugotovili, da je preživetje oziroma zdravljenje uspešnejše, predvsem zato, ker najdejo več pacientov v začetnih stadijih. Se pravi, je bilo naše zdravljenje slabše zaradi tega, ker smo zdravili pacijente, ki so imeli že zelo napredovale stadije. In v teh 10 letih se je potem marsikaj spremenilo. Začetki so bili zelo dobro organizirani, pač vse skupaj je vodil profesionalno odbor oziroma državni projekt je to, ne? In program je bil narejen ravno tako v tem smislu. Se pravi, od vrha navzdol so se strukturirale vse potrebne stvari, od vabil, soglasij, posegov in pa seveda v drugi fazi tudi kontrole kakovosti posameznih procedur. Sedež Svita je v Ljubljani, od koder prihajajo vabila na ključno izbrane naslove. Ja, sedež je v Ljubljani in sicer v sklopu Inštituta za nacionalno javno zdravje. Drugače je pa dogovor tak, da je v našem primeru, v slovenskem primeru, dobijo vsi, bom rekel, pacijenti, ki so stari 50 let oziroma da ob Abrahamu dobiš, bom rekel, čestitko iz Svita s povabilom, da sodeluješ v programu Svit. In sodelujo, sprva so sodelovali vsi pacijenti od 50. do 70. leta, zato da bi uspešnost še izboljšali, se je potem ta čas raztegnil do 75. leta. Nekatere evropske države imajo celo brez zgornjih omejitev, se pravi, da od 50 leta dalje vsi dobijo vabilo za sodelovanje v takih podobnih programih. V kolikšni meri je odzivnost samih Gorenjcev? Tudi midva sva del te dobre zgodbe, ker smo na vaši televiziji imeli kar nekaj oddaj, pri katerih smo vabili Gorenjke in Gorenjce, da sodelujo v Svitu, ne. In tukaj smo bili vedno v, bom rekel, zgornji tretjini ljudi, ki so se odzvali. Kaj je težava teh odzivov? Če je odzivov premalo, se pravi, če imamo mi pod, mislim, da 65% ali pa če imamo pod 60%, ne, potem ne moramo zagotoviti teoretično že izboljšanja naših končnih rezultatov. Kajti, če mi odstranjujemo polipe, ki so večinoma vzrok prikrite krvavitve, potem posledično izboljšamo oziroma preprečujemo tudi raka. In zdaj, če ne zajamemo dovolj veliko populacijo, če ne zajamemo dovolj velik delež prebivalstva, potem se to žal ne zgodi.
zato je bil te aktivnosti, ki smo jih takrat imeli, so bile zelo pomembne, da se je ta odstotek na Gorenjskem močno dvigoval in je še vedno eden od najvišjih. Od vsakega posameznika je odvisno, ali bo sodeloval v tem, ko dobi vabilo na dom, ali se bo odločil ali ne. Res je, to je svobodna izbira vsakega posameznika, vendar jaz upam, da je danes prosvetljenost že tako široka, da so posamezniki oziroma ljudje ozaveščeni in da se vključujejo v ta projekt. In jaz velikokrat paciente prosim, da so ambasadori sveta v svojem domačem okolju. Se pravi, da tisti pacienti, ki so po domače povedano profitirali od sveta, ker je bil ugotovljen rak v začetnem stadiju, naj prepričajo vso svojo familijo, naj prepričajo vse svoje prijatelje, mogoče sošolce, sodelavce in tako naprej, da se odzovejo vabilu sveta. Oni so najboljši ambasadori oziroma so najboljša reklama za to, da se v svetu sodeluje. Kakšen je postopek potem, ko enkrat vabilo pride nazaj, da nekdo sodeluje v tem? Procedura je zelo dodelana in je seveda upošteva vse to, kar sva že omenila, se pravi tudi soglasje vsakega pacienta posebej oziroma pacienta vsakega državljana ali državljanke posebej. Kajti vsi so povabljeni, da sodelujemo, vsi smo povabljeni, vsi, ki smo starejši kot 50 let, vendar nismo pa obvezni, če temu tako rečem, da sodelujemo. Upam, da se bodo ti odstotki še višali in da bomo dobili še več pacientov v ugodnih stadijih. Nedvomno pa je pomembno to, da širimo take, rekel, majhne središča pozitivnega razmišljanja o sodelovanju v svetu z pacienti, ki so šli skozi vso to štorijo in ti najlažje prepričajo svoje svojce, familijo, prijatelje, sosede in tako naprej. Blato je potrebno poslati enkrat in seveda potem čakaš odgovor. Tako je, ko dobite vabilo, in sicer, da se strinjate z sodelovanjem, potem dobite seveda v naslednji pošti tudi pribor oziroma stekleničke oziroma projektke za vzorčke in potem pošljete blato. To je običajno pri teh modernih straniščih tudi kdaj težava, da blato prehitro nam uide navzdol v kanalizacijo oziroma naprej in zaradi tega je v paketu tudi neka podloga, če temu tako rečem, ki lahko to blato toliko časa zadrži, da se lahko mirno vzame vzorec. Vzorca so vedno dva. Kajti s tem povečamo možnost, da zajamemo polipe oziroma tiste stvari, tiste spremembe, ki so manjše. Tiste spremembe, ki so večje, seveda bojo več krvavele in bo zaradi tega tudi večja sigurnost, da jo bomo dobili, ampak želimo pa najti spremembe, ki so male, mislim, seveda tudi velike, ampak tiste male so nam bolj simpatične, kajti te se lahko že pri koloskopiji, pri endoskopski preiskavi odstranijo in operacija sploh ni več potrebna. Kakšen mora biti izvid? Izvid seveda potem to blato, ki ga vzamemo, vse tako narejeno, da se lahko zelo higiensko dela, brez kakršnihkoli strahu, da bi zdaj morali imeti kakšne pogoje za odvzem blata, se odvzame in se potem zapre, se označi z datumom in potem seveda naslednji dan običajno še drugi vzorec in potem se pošlje v laboratorij, v nacionalni laboratorij, kjer se to pogleda in potem dobimo izvid. Izvid govori o tem, ali je v blatu prisotna prikrita krvavitev ali ne.
Če je kakršnokoli bolezensko stanje v črevesju, potem se recimo polip ali kakšna rana, kar recimo rakava rana lahko je, oziroma običajno je, tam se izloča oziroma tudi nekoliko krvi, ampak to ni neka taka krvitev, da bi mi kri v blatu lahko opazili, ampak je to taka prikrita krvitev, ki jo lahko z biokemičnimi metodami hitro potrdimo. Ne moramo jo pa vedno tako z očesom, da bi rekel, zdaj pa stvar taka, to je pa sedaj treba iti k zdravniku. Če ugotovite, da je izvid pozitiven, potem je potrebno opraviti kolonoskopijo. Tako je, potem je drugi del zgodbe, ko mi dobimo ta izvid, kot da smo se odločili, da sodelujemo, potem dobimo izvid, da je pozitivno in da se dogovorimo oziroma se nam predlaga, da se opravi kolonoskopska preiskava. In tukaj potem pridemo do tistega vročega kostanja, ki marsikoga prepreči oziroma prepriča, da ne sodeluje v programu SVIT. Problem je v tem, da kolonoskopija je preiskava, pri kateri se z lučko oziroma s kamero pregleda celotno črevo. Se pravi, od zadnjika pa do začetka debelega črevesa, lahko se vstopi tudi v zadnji del ozkega črevesa, tam pač, kjer ta prebavljena hrana potem pride v debelo črevo. Ne samo, da se lahko pogleda, ob tem se lahko tudi vzamejo vzorci tkiva, če je kakršnakoli sprememba, oziroma se lahko tudi s temi modernimi aparaturami odstranijo polipi ali spremembe, ki so na črevesni steni. In to je tisto, kar daje veliko težo temu našemu SVIT oziroma vsem tem presejalnim programom. Predno je opravljena oziroma da se pacientu pove, da je potrebno opraviti kolonoskopijo, je potreben pogovor z zdravnikom. Kako, kaj, zakaj? Sigurno je smiseln in potreben ta pogovor. Ta pogovor je smiseln tudi zaradi tega, da se nekako prve skrbi razblinijo. Kajti pozitiven test še ne pomeni, da imaš raka. In mislim, da je 7% samo takih pacientov po zadnjih podatkih, ki so tisti, ki imajo že raka. Velika večina, se pravi, lahko rečemo zelo velika večina, nima raka, preko 90% nimajo rakavih sprememb, ampak imajo spremembe, ki ravno tako lahko, bom rekel, so kot rane oziroma kjer se sprošča nekaj krvi. Najbolj pogoste so seveda hemoroidi oziroma zlata žila, kajti blato gre tudi skozi zadnjični kanal, skozi analni kanal in tam imamo zlato žilo in če imamo zlato žilo, je lahko zmeraj nekaj krvi v blatu. In seveda to SVIT oziroma ta preiskava tudi pokaže. Ampak ni smiselno se zanašati zgolj na to. Jaz imam hemoroide, torej verjeten je krvito bila od tam. Ampak je smiselno pogledati celo črevo, ker potem vsi mirno spimo. In mi terapeuti in pa seveda pacienti rečejo, saj ni nič. In ta sprostitev, ko se opravi kolonoskopija, je pozitivna in potem seveda dobijo tudi navodila, glede na to, kaj si pri tej kolonoskopiji najde. Če najdemo neko polipozno spremembo, se pravi nek polip na sluznici, delček tkiva, ki raste iz sluznice, se to odstrani. Če je ta polip že nekoliko spremenjen, potem se svetuje kontrolno kolonoskopijo, recimo čez leto ali 2 dni, čez leto ali 2. Na ta način zopet pregledamo, če kaj kje raste. In na ta način bi rekel, kot bi hodili neke gobe skozi nabirati, stalno gledamo,
ali je na našem terenu kakšna goba, ki je zrasla. In te gobice, ker to res ti polipi izgledajo kot majhne gobice ali pa nekaj takega, so stvari, ki nam omogočijo oziroma ki nas pozdravijo, da se iz te gobice, iz tega polipa ne naredi rak. Na kolonoskopijo mora biti črevo prazno, na katerega se je potrebno tudi pripraviti. V začetku, se pravi 10 let, pa zdaj še mogoče nekaj mesecev zraven, so bile te priprave veliko težje, kot so danes. Takrat je bilo priporočilo, mislim, da 5 litrov donata in tako naprej, kar je za nekatere lahko kar huda obremenitev. Prvič spiti tako količino tekočine, drugič pa tudi donat ima pač CO2 oziroma mehurčke in tako naprej in nekateri ne prenašajo prav dobro takih stvari. S sedanjimi pripravami, ki so drugačne oziroma z sirupi oziroma tekočinjo, ki jo pripravimo sami doma, so te stvari veliko bolj elegantne, ni več take velike količine popite tekočine potrebno, te količine so manjše, na ta način je tudi manjša obremenitev z volumnom in je bolj prijazno do pacienta. Tako da čiščenje mora biti, kajti malih sprememb, lahko so velike samo pol centimetra, se pravi 5 mm, to je majhna sprememba, velika kot pol grahka ali pa kaj takega, ampak tudi taka je pomembna. Malih sprememb se v neočiščenem ali slabo očiščenem debelem črevesu ne da opaziti, kajti če je črevesna stena še obložena z blatom oziroma z temi ostanki hrane, se pod temu lahko kaj skriva. Zato je priporočljivo, da se upoštevajo ta navodila, ki so glede priprave na kolonoskopijo in seveda se pri vsaki preiskavi potem vidi, kakšna je bila priprava in kako se je pacient sčistil in pa seveda to omogoča, da je preiskava lažja in pa hkrati jo ni treba ponavljati. Če je črevo lepo pripravljeno, potem ni treba reči, joj, veste, vi ste pa slabo izčiščena, še enkrat pridite, pa bomo, ker danes ne moramo vse pogledati. In na ta način je tudi seveda vse skupaj bolj prijazno do pacienta. Kot ste že v začetku omenili, 90% izvidov je v redu, le nekaj procentov je tistih, ki izstopajo in je pač potrebni operativni poseg. Kaj potem po operativnem posegu? Če greva še na ta vmesen čas še do operativnega posega, ker mislim, da je tudi pomemben predvsem za razjasnitev, kakšno je stanje v trebušni votlini, če temu tako rečemo, oziroma v samem črevesju. Začnemo seveda s temi polipi, ki se odstranijo, ali če se vidi že večji polip, večja rana, ki je že tako na pogled sumljiva, se vzamejo samo delčki tkiva in to gre potem k patologu. Patologi seveda to pod mikroskopom pogledajo, se to revidira in potem sporočijo, kakšna je diagnoza, oziroma ali je šlo za navaden polip, ali je šlo za polip, na katerem so že začetne rakave spremembe, ali gre že za rakov polip, oziroma ali gre za raka. In ko imamo mi to potem pred sabo, potem nastopimo mi kirurgi z tistim zadnjim delom, oziroma pred zadnjim, kakor odvisno od bolezni, delom, ko je treba ta del črevesa odstraniti. Preden se tega nekako lotimo, imamo seveda odkrit razgovor s pacientom, kaj je, kako je in pa kakšne so potem nadaljne možnosti zdravljenja. Ljudje smo tukaj zelo različni, tako kot smo različni pri tem, a imamo radi, ne vem, bolj slano juho, bolj kislo solato ali kaj sem kaj, je tudi tukaj sprejemanje takih informacij pri pacientih zelo različna.
Nekateri so zelo samostojni oziroma zelo samozavestni, nekatere je pač močno strah in tako naprej, ampak to je vse normalno. Ne vidim junaka, ki bi od veselja žvižgal, ampak različno odreagiramo na tako informacijo. Prav gotovo je vsak poseg po svoje bojazen, ni strah, ne? Res je, ampak prednost prav svita je v temu, da nam pripelje običajno, nam rekel vedno, ampak skoraj praktično vedno, pacijente z nižjimi stadiji. Se pravi, pacijente, ki nimajo tako razraščenega raka, kajti drugače bi pacijenti že prej šli do zdravnika in bi rekli, lejte, jaz sem pa težave z odvajanjem, jaz pa zdaj se mi izmenjuje driska, pa zaprtje, pa sem hujšal, pa ni več apetita, pa imam napet trebuh, pa ne grem tako, pa je bolj sluza v blato in tako naprej, ker enostavno tega še ni. Rak je še premehen, da bi delal take močne simptome oziroma take težave. In zato se mi kirurgi tako veselimo od takih pacientov. Zakaj? Zato, ker jim lahko pomagamo z operacijo in jih ozdravimo dokončno, brez drugih dodatnih posegov oziroma mogoče celo tudi brez kemoterapije. Cela ta zgodba se nekako pri nam kulminira oziroma nekako pride do nekega tistega vrhunca, ko se vse skupaj dokaže, pokaže, razloži in seveda tudi razreši. Priprava na sam poseg je pa seveda naslednji del zgodbe. Seveda pred posegom potrebujemo še ostale preglede, pri katerih natančno opredelimo, kakšen je predoperativni stadij bolezni. Se pravi, ali je bolezen že mogoče v bezgavkah, ali je mogoče bolezen že v jetrih, ali mogoče pljučih, se pravi, drugje po telesu. To je sicer pri pacijentih v svitu zelo redko, prav zaradi tega, ker so v zgodnejših stadijih, ampak po protokolu mi moramo vse te stvari narediti pred posegom zato, da imamo jasno sliko, da pacientu lahko predstavimo, to in to bomo naredili, ven bomo vzeli toliko in to kajsen debelega črevesa, s tumorjem vred, potem bomo naredili anastomozo, se pravi, skupaj bomo uspeli 2 dela črevesja in potem ste praktično ozdravljeni. Če bo ves ta del, ki ga ven vzamemo, gre pa zopet k patologu, ponovno. Prej so bili odščipi pri koloskopiji in so šli k patologu, zdaj gre pa ves ta del k patologu, ves ta del črevesa, vključno s tumorjem in pa seveda bezgavkami, ki se morajo odstraniti, gre ravno tako k patologu. In patolog pač po protokolu zopet razreže ta del preparata na posamezne koščke, vse bezgavke izolira, jih poišče, jih pod mikroskopom pogleda in potem naredi izvid, na katerem zapiše, pri tej pacientki, pri tej pacientu smo pa našli tak in tak tumor s toliko in tolikim bezgavkami in seveda tudi kakšne vrste tumorje, ker niso vsi tumorje enaki, niso vsi raki enaki. Nekateri raki so bolj agresivni, nekateri so manj agresivni, nekateri se vraščajo, zajemajo lahko tudi žile, nekateri lahko zajemajo limfatične, se pravi mezgovne vode ali pa mogoče celo živce. In vse to nam patolog pove in nam da potem možnost, da pacientu svetujemo, kakšno bilo nadaljnje zdravljenje. So pri obolenjih črevesja potrebna kakšna specifična zdravljenja? Seveda je, če je na specifičnem mestu tumor, so včasih potrebna tudi neka dodatna zdravljenja. To govorim predvsem o danki. Danka je nek vsak svoj del črevesa, ki je problematičen, kajti je v spodnjem delu tik pred zadnjikom, je anatomsko drugačen in problem je bližina zapornega mehanizma. Za mišico zapiralko mi kontroliramo naše odvajanje. To traja nekaj let, da se sploh naučimo, da znamo blato zadržati. Smo bili otroci, smo bili še v planicah in tako naprej in potem smo lahko zadržujemo blato, pač da od poziva gremo potem lahko na stranišče in
opravimo veliko potrebo. Če je ta tumor zelo blizu tega zapornega mehanizma, je problem, kajti zaporni mehanizem z operacijo oslabimo. In taki pacienti bi imeli potem velike težave z zadrževanjem blata. Zato je bolje, smiselneje, da naredimo poseg tako, da naredimo stomo. To je izpeljano črevo, vrečka na trebušni steni, kajti kaj s tem pacientu omogočimo? S tem pacientu omogočimo normalnejše življenje. Blato gre v vrečko, vrečka se sprazni, to je lahko enkrat ali mogoče dvakrat dnevno. Nekateri pacienti, ki so bolj nekako sposobni oziroma spretni, si lahko celo naredijo klizmo oziroma si izpraznijo črevo in so potem čez dan praktično brez vrečke sploh. In s tem gre lahko seveda tudi v bazen ali v morje in tako naprej, se ukvarjajo športom, delajo doma, brez večjih težav. Na to se je verjetno potrebno posebej pripraviti, da imaš stomo. Absolutno. In je tudi seveda, so stomaterapeuti, potem je razlaga s pacientom, preden se stvari dogovorimo na eni strani in pa potem na drugi strani tudi imamo možnost obiska stomaterapeutke na domu, se pravi medicinska sestra, ki je dodatno izobražena za oskrbo stom, ki pride na dom in v domačem okolju pacientu pomaga, recimo, da se nauči irigacije ali če ima kakršnekoli težave s stomo, da mu pomaga, recimo, če se stoma ugrezne ali če pride tam do kakšnih granulacij, se pravi, da neko vrste divje meso ob stomi rase in tako naprej. To so take vsakdanji problemi, ki pa niso tako problematični, kot se nam zdi, nam, ki nimamo stome, ko pa bi jo recimo morali dobiti. Švedska študija, ki je že stara že kar nekaj več kot 10 let, je jasno pokazala, da imajo pacienti s stomo leto po operaciji višjo kakovost življenja kot tisti, ki nimajo stome, za lokalizacijo tumorja, kjer je možno nekako obe metodi speljati. Kajti tisti, ki so imeli anastomozo, ki so imeli sestavljeno črevo nazaj, so imeli veliko težav z socializacijo, se pravi, niso mogli priti na obisk k vam, ker so ta prvo vprašali, ki imate pa stranišče, pa mora biti stranišče prosto, ker mene bo lahko zdaj pritisnili in bo mogel takoj leteti. In zato se izogibajo v trgovino, zato se izogibajo socialnih stikov, ker jih je strah, da jim bo šlo. Če imaš stomo, tega problema nimaš. In ko se enkrat navadiš na stomo, v prvih 6 mesecih so pacienti ocenjevali kakovost življenja s stomo slabše. Ko so se pa navadili na stomo in na te sisteme, po enem letu, je bila pa kakovost življenja s stomo bistveno boljša kot pa tistih, ki niso imeli stome. Tako da stoma je neke vrste težava, je neke vrste negovalni problem, ki ga imaš sam pred sabo vsak dan, vendar v primerjavi s tem, da ti uhaja blato, ali s tem, da imaš še pač druge težave zaradi raka, je to vsekakor sicer visok davek, ampak manjši davek kot pa nekakovostno življenje. Zdravljenje je verjetno dolgotrajno in tudi s kontrolo pri zdravniku na vsake toliko časa. Vse te stvari so zelo protokolirane. Imamo smernice v slovenskem prostoru, ki govorijo tako, da po zaključku zdravljenja, ali to kirurško zdravljenje ali potem še dodatno zdravljenje s kemoterapije, pridemo v proces sledenja in sicer vsake 3 mesece prve 2 leti in na to še nadaljne 3 leta vsake pol leta. Se pravi, 5 let je rednega sledenja, ne glede na to, kakšne ima pacient težave, ne glede na to se pacient spremlja. Ob tem se pogledajo seveda ultrazvočne preiskave trebuha, naredi se tudi koloskopija po enem letu, da se vidi, ali je še kje kakšna gobica zrasla, če temu tako rečem, da se to počisti, odstrani in pa seveda neke biokemične preiskave se pogleda tudi kri. In običajno, če gre za ponovitev bolezni, to, kar je
vse paciente močno strah, ne, je ponovitev bolezni, če gre v prvih 2 letih. Zato je tudi na 3 mesece. Kasneje je ta verjetnost zelo majhna. In še nekaj. Verjetnost je pa minimalna, če mi najdemo karcinom raka v začetnem stadiju. Potem je ta ponovitev praktično nična in je preživetje 98% 5-letno. Zdaj praktično tisto, kar bi normalno, tudi če ne bi imela raka, pač prometne nesreče, druge bolezni, tako, je enako preživetje. Praktično rak takrat nima vpliva sploh na preživetje. In to je ta prednost, ki nam ga svit nudi. Je bilo ugotovljeno v vseh teh letih, da je pri tem prisotna tudi genetika, da tiste osebe, ki imajo že v sorodstvu raka ali podobno, več zbolevajo za tem kot drugi? Verjetnost je višja. In če je oče ali mama imel raka, potem je ta verjetnost 3-krat večja, kot pa če ga, mislim, da ima tudi otroci, kot pa če ga ni imel. Potem naslednji korak, čeprav to več ne velja, če dobiš raka pri 85 letih, ne, ker takrat je že toliko nekih zunanjih vplivov, od načina življenja in tako naprej, in je zelo verjetno, da ta rak, ki ga dobiš pri 85, je nastal pač slučajno, da ni genetski. Če pa je rak pred 45, potem pa vedno iščemo, ali je še kdo v družini, oziroma ali so sorodni raki, tudi lahko tudi to, in bolnike napotimo v genetsko svetovalnico na Onkološkem inštitutu, kjer se potem poskusi najti tudi pri svojcih, recimo ali imajo otroci gen, ki je okvarjen in ki bi lahko povzročil raka. Ker tega je zdaj že kar nekaj, se da ugotoviti, vendar smernice so take, ki jih tudi nekako sledimo. Če je več pod 45 letov v familiji raka bilo, potem priporočamo to genetsko svetovanje. In kakšni so zaključki ob 10-letnici delovanja programa SVIT? Veliko zadovoljstvo nas terapevtov, ne glede na to, na katerem koncu smo, se pravi, ali so to endoskopisti, ali mi kirurgi, ali radiologi, oziroma onkologi na koncu, kajti dobivamo paciente v zgodnejših stadijih. Zato lahko jih ozdravimo brez hudih mutilantnih posegov. Se pravi, res tudi stome so včasih potrebne, res je, kakor sva omenila. Vendar, če je rak majhen, je ta verjetnost minimalna. Lahko se tudi odstrani samo lokalno, če je zelo na začetku. Se pravi, jaz dostikrat rečem pacientom, glejte, če kaj pametnega ta naša Slovenija naredila za nas državljane, je nedvomno SVIT en od takih stvari. Seveda, če dodamo še Zoro in pa seveda Doro, so sigurno to same pozitivne stvari in če nam država nudi to, smo zelo neumni, če tega ne skoristimo. Zahvaljujem se vam za današnji pogovor in želim uspešne operacije tudi naprej. Najlepša hvala, jaz se pa želim veliko pacientov z začetnimi fazami raka na debelem črevesu in danki. Marija Gantar je ena izmed pacientk, ki je dobila vabilo programa SVIT, se odzvala vabilu in ko je izvid prišel k njej nazaj, je bil pozitiven. Odločila se je za zdravljenje in danes je zdrava. Ja, res je. Vse bi lepo vabila, ki dobijo vabilo za program SVIT, da se odzovejo, da ne zavržejo proč, ker tako veliko nam pomagajo. Bolezen se lahko seveda hitro prepreči, če je odkrita v prvem štadiju. Ja, res je, jaz sem dobila vabilo, sem šla na kolonoskopijo in čez en mesec sem bila že na operaciji na Jesenicah, kjer je bila operacija zelo uspešna. In danes mineva 9 let in vi ste vesela, da je vse v redu. Ja, res je, 9 let bo septembra in sem dokaj zdrava, no, moram reči.